na Arkont. Želeli jih boste pokazati. Radenska Inn prinaša novo osvežitev z okusom limeta Kivano. Eleganten porcelan Kala in jedilni pribor Mepra za sijaj vaše mize. Lepo in praktično, saj je pokrov lahko tudi podstavek ali pladenj. Samo v Mercatorju ob zbranih nalepkah 60% in več prihranka. Mercator, moj najboljši sosed? Rdeč obran, poln okus in dišeč, zmeraj svež. Slovenski paradižnik Lušt. Lep pozdrav, spoštovani v oddaji Sreda v sredo. Danes je 27. april 2016, posod visijo zastave. Menda gre za državni praznik, ki se mu pravi dan upora proti okupatorju. Zdaj, če moje sive celice še kaj veljajo, se spomnim, da so nas takrat, ko smo mi hodili v šolo, nekako podučevali, da je bil 27. april dan, ko naj bi v Vidmarjevi vili v Ljubljani bila ustanovljena Osvobodilna fronta. To je bilo takrat. Potem se je iz tega dneva počasi v Novi Sloveniji prelevil praznik v dan upora proti okupatorju. Pa zdaj, če sem jaz, pa nisem tako površno seznanjen s temi stvarmi, prepričan, da takrat še nobenega upora proti okupatorju ni bilo, še več. Tega časa, 1941. leta, so pravzaprav še komunisti Sovjetske zveze in nacisti v Nemčiji hodili z roko v roki, kar se tiče in okupacije, kakor tudi seveda pričetka druge svetovne vojne. Spomnimo se, 2 leti pred tem, 1939, je bil sklenjen pakt Ribbentrop-Molotov, po tistem sta si obe naciji in komunistična Sovjetska zveza razdelili interesno območje, okupirali so Poljsko, Finsko, baltske države, Moldavijo, pa tudi Češka in tako naprej. Ampak takrat je leta 1941, pa ne 27. aprila, temveč 26. aprila, bila ustanovljena v Vidmarjevi vili, seveda, protiimperialistična fronta. A to drži, spoštovani profesor Boštjan M. Turk? Ja, hvala lepa za vabilo, lep pozdrav vsem. Seveda, to vse, kar ste povedal, drži. Zdaj, zadeva je taka, da je bilo nemogoče, da bi bila ustanovljena, bi rekel, fronta, ki bi dejansko nastopila v smislu zaščite vitalnih slovenskih interesov v tem najbolj tragičnem dnevu, 6. aprila 1941, se pravi, ko se je pri nas vsa ta tragedija začela. Dejstvo je, da sta bila Sovjetska zveza in Nemčija v času, ko je prišlo do napada na Jugoslavijo, na Kraljevino Jugoslavijo, v zavezništvu, v paktu. Nemci so šolali ruske oficirje in ruski oficirji so šolali Nemce. Torej, vse skupaj se je začelo z tajnim protokolom, ki je predvideval delitev interesnih sfer v Evropi, predvsem pa delitev Poljske. Mi, ko se spominjamo 1. septembra 1939, ko začenja druga svetovna vojna, najbolj usodna vojna v zgodovini človeštva, se nekako kar pozabijo. Se govori, da so napadli Nemci, so napadli Poljsko. Ja, to je res, ampak napadli so jo tudi Sovjeti. In tudi Sovjeti so bi rekel, okupirali Poljsko. Polovico, tako kot so jo Nemci. In seveda 16. aprila leta 1941 je bila ustanovljena tako imenovana antiimperialistična fronta,
katere sklepi, to je pa najbolj zanimivo, kateri sklepi gredo v smer, da napadajo in kot sovražnika razglašajo tistega, ki se je edini boril proti Nemcem, ne, v tistem času proti Sovjetom, ne zato, ker Sovjeti so se ustavili pač na Poljskem in niso šli naprej, ne. To pa so anglo-ameriški zavezniki, ne. V letih 1939 do junija, 22. junija 1941 je bil edina sila, ki se je borila proti Nemcem, so bili Anglo-Američani, ne. In prav te Anglo-Američane, anglo-ameriške zaveznike denuncirajo tako imenovani antiimperialisti oziroma ljudje, ki so pripadali antiimperialistični fronti, ne. In to bi se morali, jaz sem o tem pisal, sem imel redko priložnost, sem to pisal za francosko revijo, eno najbolj elitnih revij o komunizmu v svetu, to je Communisme. In sicer 2014 in tu je 2015, sem vse te stvari popisal v francoščini, so pač dostopne zdaj v bistvu svetovni javnosti. Komunisti so organizirali antiimperialistično fronto, predvsem z namenom, da bi v teh razmerah, ki so tako imenovane razmere, kakršne Trotski označuje za razmere, ki pripravljajo revolucionarni položaj, imeli zaveznike, s katerim bi začeli z terorjem in se pravi oboroženimi akcijami, katerih namen je bil, kajti komunisti so ves čas sledili enemu samemu cilju, to pa je bil prevzeti oblast na kakršenkoli način, kot se to da. In ta cilj jim je žal tudi uspel. Torej 27. aprila to je, kot bi človek rekel, nebistroumni nesmisel, dan upora proti okupatorju. Nobenega upora proti okupatorju, vsaj ne strani, vsaj ne strani ljudi, ki so bili zbrani v antiimperialistični fronti. Ni bilo, ker tudi oni so rekli, to ni v bistvu to vojno so zakrivili anglo-američani oziroma anglo-ameriški imperialisti. Ne? Tako so to definirali. Ne? In seveda potem to je bila samo bazična prevara. Ne? Danes bi morali otrokom v šoli razložiti to, kar mi dva govoriva. 27. aprila nihče se uprl okupatorju. Šele kasneje, ko je bila tu, ko so komunisti dobili popolno oblast, ne, leta 1945, so začeli, komunizem je pa vedno težil, kajti jedro komunizma je prevara, ne, in so potem to prevaro vsiljevali generacijam in generacije smo zrasle gor z idejo, da je bilo 27. aprila, so se zbrali s komunisti in sokoli in krščanski socialisti in tako naprej z namenom, da bi organizirali odpor proti okupatorju. To ni res. Ampak nekaj, ne, verjetno takrat še niso razmišljali pa vedeli, da bo tudi enkrat njihove oblasti konec in so mirne duše konec koncev objavili leta 1961 v tem zborniku Ljubljana v ilegali, objavili ta dokument, ki je nastal 26. aprila 1941 in ne 27. in ki se je imenoval, oziroma se je organizacija imenovala Protiimperialistična fronta in ne Osvobodilna fronta. In zanimivo je to, da so manifest te fronte protiimperialistične objavili prav na tisti dan, torej 22. junija 1941, ko so Nemci napadli Sovjetsko zvezo. Seveda, kako so pa Nemci napadli Sovjetsko zvezo, so se pa seveda razmere obrnile in dejanski komunistično državljanska vojna, ne, ker komunisti, če gledamo zame je samo en temeljni kriterij, to je število žrtev. Ne. In število žrtev, daleč največje število žrtev povzročijo Nemci, in sicer povzročijo jih v represalijah nad prebivalstvom. Izgoni, streljanje talcev, zapiranje, in to je bilo nečloveško, ampak komunisti to je Moša Pjade zelo jasno povedal. Nas ne zanimajo urejeni, normalni ljudje. Nas zanimajo ljudje, ki so obubožani, ki so bili pokradeni, ki so jim požgali
hiše, domove, kmetije, ubili bližnje, zato ker taki ljudje so na ulici, so na cesti in so sposobni, da mi z njimi manipuliramo. To je Moše Pjade jasno povedal in komunisti so imeli jasno tendenco, da bo slabše, kot je za narod, bolje je za njih. Kajti šele v razmerah popolnega kaosa oni lahko mobilizirajo, rekrutirajo in ustvarjajo razmere za revolucijo, za zastraševanjem. Zato tudi je bila slovenska državljanska vojna tako krvava. Torej, premislek te meščanske strani je bil ta, da je kakršenkoli odpor Slovencev nesmiselen, zato ker v ničemer ne more prispevati k spremembi razmer moči v svetu, v ničemer. Edino, kar pa ima lahko za posledico, in to se je zgodilo, so pa ogromne žrtve med civilnim prebivalstvom in znotraj partizanskih enot. Ker vi morate vedeti, da so tudi znotraj partizanskih enot neusmiljeno čistili in likvidirali vsakega, ki je imel kakršenkoli pomislek do primata Zveze komunistov. Meni je pokojni gospod Mahnič, ki je bil krščanski socialist, ki je dobro poznal Kocbeka, ki se je ukvarjal z Župančičem, mi je povedal, da 10-11 let nazaj, ob 100-letnici rojstva, je to bilo Edvarda Kocbeka 2004. leta, mi je povedal, da Kocbek ni imel nobene alternative, ali podpiše dolomitsko izjavo, ali ga bojo pa peljali na konc jase in ga likvidirali s strelom v tilnik, tako kot so likvidirali. Moram tudi povedati, da ta iznajdba, torej to druga velika zamolčana plat naše zgodovine je pa ta, da se prikazuje ta odpor in vloga Zveze komunistov in tako kot nekaj spontanega. Sploh ni res. Tito se ni nikamor premaknil. Če je bil brez ljubice, če je bil brez kosila, če je bil brez obleke, pa nikakor ni bil brez šifrirnega stroja, s katerim bil v stikih z Moskvo in s Kominterno in vse, kar se je dogajalo pri nas. To so zgodovinski viri, jaz sem o tem pisal, tudi to najdete. Molotov, imate dokaze, prav v eni od tistih knjig, v kateri vi govorite, leta 61, to je pa še oče od Ferenca ureval, tega zgodovinarja, stari Ferenc, ko jim ni bilo, ko jim nikaj pameti ni padlo, da bo kdaj oblast izgubili oziroma da se bo kdaj to in imate vi Molotovo depešo, mislim, da Kardelju ali pa Titu, ko mu čestita za likvidacije, za pobijanje, pravi, dobro likvidirate. To je noter, jaz sem to objavil, Molotov depeša, tako da ta revolucija in ta tako imenovan narodno-osvobodilni boj, ki ni bil narodno-osvobodilni boj, kajti moramo nekaj jasno vedeti, Slovenijo in predvsem pa Jugoslavijo, ki je pač Slovenija pripadala, so osvobodile sovjetske čete. En podatek, ki je mene presenetil, število žrtev. Sovjetska vojska je povzročila v Sloveniji 5000 mrtvih. Torej, to je fascinanten podatek, glede na to, da je bila samo v Prekmurju, in da v bistvu so se 5000 ljudi je umrlo samo zaradi sovjetske vojske, pa še to je bila, mislim, da v Prekmurju tam od marca pa aprila če. Medtem ko Slovenijo so pač potem zasedli v bistvu partizanske enote, ampak zasedli, ker ni bilo nikogar, ker so se Nemci pač umaknili. Tako kot so se umaknili, medtem ko večino Jugoslavije so pa seveda zasedle sovjetske enote, in to je bil tudi strahoten pokol. Vi samo pogledajte Sremsko fronto, Tito, da bi dokazal Stalinu, da je sposoben on voditi vojaške operacije, predvsem pa, da bi počistil z meščanstvom v Srbiji, je nagnal tisoče mladih fantov iz srednjih šol, iz osnovnih šol, iz srednjih šol na Sremsko fronto. Fantje so imeli prvič orožje v rokah in proti skupini nemški, proti armadi, zdaj pa to je bila, mislim, da skupina to, ne vem, ampak v glavnem nemška vojaška formacija armada in seveda so bile žrtve na Sremski fronti, ki je ravna kot morje, so bile žrtve neskončne. Povejte mi vseeno, smo leta 2016, pa še vedno smo Slovenci tako naivni, da padamo neke res izredne zgodovinske laži. Naprimer, prav okoli te osvobodilne fronte. Drugo, nikjer se jasno in glasno ne pove, da so
takratne parlamentarne stranke leta 1941 ustanovile slovensko legijo, torej tiste, ki so bile zastopane v bivši kraljevini Jugoslaviji v parlamentu, so oblikovale tako imenovano redno jugoslovansko vojsko. Seveda. Seveda, se tudi linija poveljevanja je šla, linija poveljevanja je bila še vedno kraljeva vlada v Londonu, ki je imela svojo uradno vojsko, to je bila kraljeva vojska v domovini in to so bili tako imenovani četniki Draža Mihajloviča, ki so se pa v tistem času, ko se mi učimo danes, da se je ustanovila Osvobodilna fronta oziroma dan upora proti okupatorju, res upirali okupatorju, ampak s tem so prenehali iz dveh razlogov. Prvič, zato ker so videli, da so represalije, vi morate vedeti, mi smo se učili za recimo Kragujevac. Zakaj? Nemci so sistematično streljali 100 talcev za enega padlega vojaka. In potem seveda to nima nobenega smisla, tak odpor. Ampak Tito je s tem nadaljeval, ne glede na to, da je bilo število žrtev med civili zaradi nemških represalij enormno, ampak to je ustvarjalo med ljudmi strah in jih je nagnal z domov med partizani, so bili pač primerni za mobilizacijo. In naši so se in zaradi velikih prevar, oziroma zaradi te obveščevalne vloge KGB-ja v MI6 v Kairu, v tej obveščevalni službi, ki je zadolžena za informacije v zvezi z Jugoslavijo, so pač Churchillu substituirali, da se proti partizanom, proti Nemcem v Jugoslaviji borijo partizani, kar pa sploh ni res. Partizani so po zgodovinskih virih, ki jih imel, so ogromno sestankov in dogovorov z Nemci. Partizani niso nikoli napravili to, kar bi recimo res ošlabili Nemce, se pravi, da bi presekali železniško povezavo vzhod-zahod, se pravi Balkan, Srednja Evropa. To bi lahko naredili, se pravi, spustili v zrak, mostovniki in tako, nikoli niso tega naredili. In partizani, torej skupno število vojaških uspehov, to v tem, da moramo tudi vedeti, da zgodba Sutjeska pa Neretva je ena, ki je na filmskem platnu, druga pa, ki se v resnici zgodila. Tito je bil katastrofalno slab strateg, njegovi, se pravi, generali, so bili boljši, ampak Tito je bil katastrofalno slab strateg. Znova se vračam k temu, smo 2016, pa vendar. Zdaj v teh dneh oziroma v pripravah na ta praznik, dan upora proti okupatorju, proslave, govorci. Vsi od prvega do zadnjega poudarjajo, da se je pravzaprav NOB tista, ki je začrtala, zarisala oziroma utemeljila pot v slovensko osamosvojitev. To je približno tako, kot če boš ti se šel peljati proti Mariboru, boš zagotovo prišel v Rim. Ne boš, ja boš, čez celo zemljo okrog. To sploh ni res. NOB je bila od Moskve dirigirana gverila za veliko škodo za slovenski narod v žrtvah. Škoda, ki je NOB povzročil, je ta, da smo Slovenci izgubili. Mi ne smemo pozabiti, da je bilo v Sloveniji v naši deželi ubitih maja pa junija 1945 200 000 ljudi, večinoma Hrvatov. Mi smo izgubili celo generacijo, tudi Slovenci so jih pobili. Potem drugo generacijo smo izgubili, ki je emigrirala. Mi smo izgubili 250 000 ljudi zaradi tako imenovanega NOB-ja. Mi smo zaradi tako imenovanega NOB-ja nepovratno izgubili Koroško in izgubili Trst. Absolutno, ker to je čisto pametno razmišljanje. To je kupčija, niso. Churchill je bil preveč pameten, da bi spustil Tita v največje pristanišče oziroma tja, kjer se morje, toplo morje najglobje zajeda v evropsko celino. To je bil čisto strateški razmišljek. Pač pa bi seveda spustil, če bi bila kraljeva vojska v domovini oziroma kakšne druge sile, ki bi ne bile komunistične, bi jim pa dali Trst, seveda pa še kaj zraven. Torej, če to vse seštejemo, potem vidimo, da je NOB pomenil v bistvu katastrofo za slovenski narod. Samo komunisti so pa nekaj vedno znali, držati oblast in biti na oblasti. In vse to, to so vedno počeli z tako imenovano diktaturo oziroma z nasiljem.
In to je nasilje še danes traja. Samo pogledajte časopise, samo pogledajte, mi nimamo medijske svobode, mi nimamo medijske pluralnosti, mi nimamo svobode tiska leta 2016, ker ni enega časopisa, ki mogoče je to Primorski dnevnik, ampak ta izhaja v Trstu. Ja. Ne? Mogoče Primorski dnevnik edini, ki bi bil nekako, pogojno normalen časopis, ampak žal izhaja v Trstu, ne? Ki pa ni del Republike Slovenije. Tako da te posledice seveda ne. Ampak še nekaj, tako smo že večkrat rekla, smo leta 2016, praznujemo letos 25 let samostojne, demokratične in ne vem kakšne še Slovenije, pa še vedno nismo uspeli razčistiti z stvarmi, ki so povezane z temi zgodovinskimi lažmi. Tudi konec koncev v kurikulumu, ne? Seveda, to imate prav, ja, to moram to še dopolniti. Torej, zgodba je taka, komunizem, ki je zavladal leta 1945, je bil internacionalen. Slovenci smo izgubili svojo vojsko, smo izgubili svojo prestolnico, kajti prestolnica je postala Beograd, smo izgubili se pravi možnost, da je slovenski jezik edino izrazno sredstvo v Republiki Sloveniji, ker je bila srbo-hrvaščina. In ideja slovenskih komunistov je bila ta, da se pač internacionalno utopijo. Narod je bila preživeta kategorija, narod je kategorija buržoazna, to je preživeta kategorija narod. Medtem ko seveda osamosvojitev je šla pa prav iz nasprotnih vrednostnih teženj. Tako da govor, da je NOB dal osamosvojitev, je tako, kot da govor, da se boš ti najbolje, če se hočeš v Italijo, da se proti Mariboru zapelješ. To je kontradikcijo na diekto, to je ne bistroumni nesmisel. Ampak seveda, ker so komunisti pogumni so nasprotovali slovenski državi, so ljudje bili zaprti zaradi ideje o slovenski državi. Miklavčič, Blažič, Jeza. So ljudje, ki so trpeli, ker so imeli, pa koliko jih še je bilo, za katere sploh ne vemo, za te vemo. Ja. Po nekaj sekundnem premoru oglasi seveda nadaljujeva pogovor z dr. Boštjanom Turkom. Rdeč obran, poln okus in dišeč, zmeraj svež. Slovenski paradižnik Lušt. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Radenska Inn prinaša novo osvežitev z okusom limeta Kivano. Eleganten porcelan Kala in jedilni pribor Mepra zasijaj vaše mize. Lepo in praktično, saj je pokrov lahko tudi podstavek ali pladenj. Samo v Mercatorju ob zbranih nalepkah 60% in več prihranka. Mercator, moj najboljši sosed? Znova vprašanje, smo 2016, 25 let, letos bomo praznovali, občutek imam, da bomo praznovali, ne vem, dvotirno. Ena praznovanja bodo organizirana od strani tistih, ki so dejansko bili aktivni osamosvojitelji, drugo bodo pa pripravljali tisti, ki so na oblasti. Ja, se pravi, imeli bomo praznovanja osamosvojiteljev in praznovanja tisti, ki so osamosvojitvi nasprotovali. Tako kot imamo, recimo, najbolj strahotna zgodba je zgodba Popova. Popov je vojni zločinec po vseh kriterijih. Če človek pogleda, recimo, naša obramba leta 92 je objavila slike Gornje Radgone, tam je čist jasno, da so prvenstveno streljali po civilnih ciljih.
Tam se vidi, te fotografije seveda zdaj ne smejo več v aktualnost, ne, ampak tam se točno jasno vidi razbito kuhno, razbito kopalnico, razbito stranišče, odstreljen zvonik, ne vem kako je lahko zvonik cerkve agresora. Ne. In seveda potem so tudi pokradli, ne. Oni so to s prkolcami in potem so pokradli iz duty freeja vse te stvari in oni so pokradli in zato je Popov odgovarjal na Hrvaškem, ne. In tudi sedel pri nas pa Popova sodišče na podlagi popolnoma umišljenih in za lase privlečenih dokazov oprosti, medtem ko Toneta Krkoviča, ki je pa storil veliko dejanje za osamosvojitev, ne. Brez njega ne bilo manevrske strukture narodne zaščite in je stal kot hrast junija 91, se pravi v času vojne za Slovenijo, njega pa inkriminirajo. Kako potem komentirate to, da so ga na osnovi punta profesorja v gimnaziji Jožeta Plečnika postavili pred vrata, ker je bil pač povabljen, da predava maturantom okoli 25-letnice? Zato, ker komunisti so vedno znali, oni so z minimumom ustvarjali maksimum moči. Ti potrebuješ, kot so imeli ta 41 enga, ki je zastrašil ostalih 10, jih imajo recimo zdaj tam, zdaj to težko rečem za zbornico, ampak vem točno, kakšen princip je bil. Nekdo je povedal, ja, Krkovič bo pri nas govoril, to pa ne moramo pustiti, potem pa se jaz živim v tem, kot šolnik jaz živim, jaz se s tem sistemom dnevno soočam, jaz si pač ne pustim do živega. To je sistem, se kar sprejme nek sklep, da se podpira to, se kar sprejme neka črno-bela optika, v kateri smo vsi, ki smo za evropsko Slovenijo, za normalno Slovenijo, za osamosvojitev, za prihodnost, označeni kot fašisti, ostali, ki so pa res fašisti, kajti zame so komunisti fašisti, nobene razlike, nobena študija ni prišla do drugih, mednarodno, svetovno znana, do drugih zaključkov, kot da so komunisti fašisti. In tudi, ker je Pep pisal knjigo o partizanih, je napisal knjigo s puško in knjigo, kar je fašistična ideja. Libro e moscheto, fascista e perfetto. Con libro moscheto si diviene fascista perfetto, se postane odličen fašist. In to je totalitarna ideologija, ki seveda pri Krkoviču se lahko predstavlja, potem pa pritiske na ravnatelja, če ravnatelj se ne bi uklonil, bi ga odstavila, pa dali tazga ravnatelja, ki bi pač jim bil po godu. To je neverjetna svinjarija. Ministrica Mlakarjeva je izkoristila to možnost, da najprej vesoljni slovenski javnosti, seveda pa tudi vladi in pa poslancem v Državnem zboru povedala, kar jim gre v narekovaju, in potem odstopila. Ampak vidim, da ta vlada bo naredila vse, ta koalicija, da se obdrži do konca mandata. Seveda. Torej, Miro Cerar ni v zgodovini slovenske politike, se jaz ne spomnim človeka, ki bi bil na mestu predsednika vlade, pa bi bil tako nasprotje tistega, kar je govoril v času, ko je bil izvoljen, v času volilne kampanje. Torej, on je zanikal in dosegel, da je zanikal čisto sleherno načelo, ki ga je postavilo in mu dalo samo ljudje. On je zlorabil ljudsko zaupanje. Jaz vem, da so ga volili katoliki, volili so ga desni, zato ker je bil nek nov obraz in ker je govoril o novih standardih, o etiki, ker je hodil v maši in tako naprej. On je vse, on je ljudi, ga ni še Kardelj ni slovenskega naroda. Kardelj je pač naredil večjo škodo Slovencem. Ta ne bo velike škode naredil, ker je čisto vsem, kdo je gor je, tudi če nikogar ni. Ampak to je neverjetno, to bi se tudi v šoli morali učiti. Pa mi smo opozarjali, sem opozarjal, prvi podatek, jaz imam dva podatka, sem razpolagal z njima v zvezi z Cerarjem. Prvi je ta, da je on pripadnik partijskega klana, njegova, ker to je tako kot dedna monarhija. Janez Kocijančič je sin Borisa Kocijančiča. Tisti, ki so bili v hosti, so potem pač zaplodili svoje potomstvo in to potomstvo se potem zdaj plodi naprej. In to v času monarhije. Kontinuiteta tako. Ja, kontinuiteta, kot je bila monarha, je pa rojen prestolonaslednik, je rojen, če je bil še v maminem trebuhu, se je že vedel, da bo prestolonaslednik. In tako so ti ljudje, to je bil prvi podatek, morate vedeti, da je bila Zdenka Cerar. Je bila namestnica šefa državnih tožilcev v najbolj svinčenih 70 letih, ko so bili ljudje zaprti zaradi verbalnega delikta.
To je bil prvo, drugo pa seveda mi je povedala zdrava pamet, da nekdo, ki si da predavanje o etiki, dvakrat obračunati neki osnovni šoli, ne, potne stroške, da zasluži, ne, mi je to povedala, da to seveda tle ne bo nobene etike. Ne. In ja, Cerar drži, kot bi se rekel, drži špansko zaveso, da se zadaj se pa krade, ne. Zato gre, ne. Tudi zakaj šla mlike. Ampak kakšno ogledalo rabi ta država, kakšno ogledalo rabi to ljudstvo slovensko, da enkrat spozna, spregleda, ker konec koncev nobene večje reakcije ni potem, ko je parlamentarna skupščina Sveta Evrope zavrnila oziroma dala jasno vedeti kandidatki oblasti Betetovi, da nima kaj iskati na Evropskem sodišču za človekove pravice. In takih, bom rekel, konkretnih elementov, kjer bi lahko se človek pogledal v gledalo, žal slovenska javnost ne prepozna. Ja, med ljudi je strah, veste, jaz to vidim, ljudje dvojno, v narodu je dvojno občutje. Eno občutje je občutje strahu, ljudi je strah. Ljudi je strah, ker vedo, v podzavesti imajo, da ta sistem lahko ti življenje uniči. In ta sistem je mnogim ljudem življenje uničil. Ne? Mnogim ljudem ga je pa poskušal uničiti, pa ni šlo. Ne? Drugo je pa neka strahom povezana vsesplošna apatija. Ne? Mi smo daleč stran od tega, ki smo bili 2007, 2008, ne, mogoče še pred krizo, ne, 2009, mogoče še Slovenija zdrava, ne, pa zdaj pa. Vi morate tudi vedeti Štajerska, ne. Jaz sem poročen na Štajersko, ne. Tam Štajerska živi, vsaj ta severovzhodni del Slovenije živi, ker toliko in toliko tisoče, 10 000 ljudi vsak dan hodi v Avstrijo. Vsak dan hodi v Avstrijo. Ne. Avstrija ima pa gospodarsko rast, Avstrija potrebuje tujce, Slovenci so pridni, ne, bolj pridni kot Avstrijci, tako slišim, in to tako deluje, ne, ampak zdaj človek, ki hodi nekam drugam v službo, a je še njegova domovina Slovenija, je že, a veste, ne, če bi bil v Avstriji zdajle potem, kar so naredili plebiscit, ne, želite živeti v Avstriji ali v Sloveniji, jaz ne vem, kako bi glasovali recimo v občinah Šentilj, Svetana, Benedikt. Treba tudi še v Prekmurje. Ja, pa Prekmurje, kako bi glasovali. Jaz si tega vprašanja ne upam zastaviti, kako bi glasovali. Zanimivo. In to je odgovornost te tranzicijske politike Milana Kučana najprej, kajti on drži vse v ozadju, ne. On je informiran po starih mrežah Udbe. Neverjetno. Ne. Jaz se spominjam recimo en primer od mojega očeta, žal pokojni kolega, najboljših kardiologov, akademik Matija Horvat, zdravnik. Slučajno je na Kučana naletel na nekem sprejemu v zvezi z medicinsko fakulteto ali nekaj takega. Naj bo to tudi Matiji Horvatu, ki je na moje življenje pomembno vpliv, ker je bil strahotno razgledan, inteligenten človek, nek spomin. Prav jutri bo 2 leti, odkar se je poslovil. Oziroma, včeraj je bilo 2 leti, odkar se je poslovil. Milan Kučan sreča in pravi, kako pa kaj, profesor Horvat, zdaj vaša kolena. On ga pogleda, seveda potem je vse povezal, ne, on je imel res težave s koleni in tako, in se je zdravil, vse to, ampak to so tako intimne informacije, ne, kako da je Kučan prišel do njih, nikakor drugače, ni mogel, a ne, kot da mu stalno informacije o ljudeh, ki so zanimivi, Matija Horvat pa ni bil nikoli del establishmenta, a ne, in mu jih nosijo, in mu jih pa Udba, oziroma to, kar je pač ostalo od nova Udba, ne, preformirana, ne. A tisti arhivi Udbe, ki so zginili med leta 93 pa 96, morda so to. Nekdo jih ima zdaj operativno v roki. Ja, ampak hočem reči, to je drugo vprašanje, hočem reči, oni zbirajo informacije o vseh ljudeh, ki so operativno zanimivi, in te informacije se stekajo k Milanu Kučanu, ne. In tu se Milan Kučan, recimo na tem primeru Matija Horvata, se je zagovoril, ali pa mu je hotel pokazati, ne. Pazi, ne, ajde, mi vse vemo, ne. Če stvari, kot ti se sanja nekaj, mi vemo, če pa danes veš o nekomu vse, pa pomeni, da imaš nad njim oblast in moč. Rekli ste, da je še vedno, pa s tem se celo strinjam, strah in neka negotovost med ljudmi, pa vendar
če že ne bo prišlo do predčasnih volitev, se pravi, da bomo morali počakati na normalen termin volitev, to je september 2018, če se ne motim. Tam nekje bojo, ja. Ampak zanimivo, ne? Vseeno se pa na desnem polu porajajo neke nove politične stranke, subjekti, ki lahko pa vplivajo na volilni izplen čez 2 leti. Seveda. Mislim, ta formula... Novi obrazi so prej bili stalno na levi opcijski. Ja, ta formula, se pravi, teh 3 strank, ki so bile do zdaj, SDS-a, NSI in SLS-a, ta ne bo dala zmage, zato ker je to premalo. SDS bo veliko dobila in je prav, da dobil, SDS utegne celo volitve zmagati, ampak tudi mislim, da jih bo, ne. Ampak če bo kazalo že predobro SDS-u, potem bojo naredili to, kar so naredili 2014, nobenih iluzij si ne delajmo. Janša lahko zaprejo kadarkoli, ne. Seveda, če imaš pa ti eno fronto 5-6 strank, pa ti pa ne moreš zapreti 5-6 voditeljev, pa Primca, pa Kanglerja, pa Janšo, pa recimo, če se bo še kdo pojavil na sredini in tako, pa ne moreš vseh zapreti in vseh kar diskvalificirati. Zdaj sploh zato, ker oni so uspeli v vseh teh procesih, jaz sem bil pravnomočno zdaj oproščen na Vrhovnem sodišču, bil sem pa prej obsojen na zaporno kazen zaradi verbalnega delikta, ki to sploh ni bil, ker sem povedal resnično dejstvo o nekem gospodu, ki je pač nosil včasih drug priimek, ki ga nosi danes, ko hodi pod rdečo zvezdo. Oni so sodstvo strahotno kompromitirali. To je, ljudje sodnikom in sodstvu slabo zaupajo. In ne vem kaj, zdaj človek je vesel teh novih pobud. Mislim, da predvsem je ogromna volilna apatija. Cerar je zmagal na 50% volilni udeležbi, polovica državljanov sploh volila ni. Vse zadnje ankete pravi, da naj bi 36% ljudi ne šlo na volitve. Ja, to je dost. Ja, če se bodo na desnici pojavili, pa pojaviti se morajo novi mediji, to je nujno. Ena od držav Evropske unije pripravlja zakon o obvezni udeležbi na volitvah. Ja, se mislim, da nekje imajo, ki imajo v neevropski uniji, mislim, da imajo v Avstraliji obvezno udeležbo. Ja, seveda, se to je dolžnost. Jaz tega ne razumem. Ne razumem ene stvari. Tako pomembno je, kdo državo vodi. Tako pomembno je, koliko davkov človek plačuje. A jih plačuje več, a jih plačuje manj. Tako pomembno je, ali ima službo, ali službe nima. Tako pomembno je, ali ima njegov otrok lahko službo, ali ima njegov otrok lahko vrtec, ki si ga privošči, ali ima šolstvo, ki je kvalitetno njegov otrok. Pa ljudi ne zanima in kar ne hodijo na volitve in kar se ne poučijo, ti se lahko poučiš. So tudi mediji v Sloveniji, kjer lahko dobiš objektivno sliko. Samo potruditi se moraš malo. Malo se moraš potruditi. Ljudje ostanejo doma, ne volijo in se zatikajo v neke stereotipe in ne izkoristijo enkrat na 4 leta, imajo možnost, da grejo voliti, pa tega ne izkoristijo. Zanimivo, zakaj ljudje nič ne premakne, nič jih ne dvigne. Enostavno, ne vem, zdaj so lahko spremljali oziroma še spremljajo te dni sestanke oziroma seje parlamentarne preiskovalne komisije v zvezi z bančno luknjo. Pa ko to poslušaš, slišiš, na kak način se je pravzaprav ta luknja naredila, da imajo vse te milijarde ime in priimek. Ja, seveda ga imajo. Ja, vodijo pa do milijona Kučana. Ja, ampak prvič se ljudem pritisne dvigne. Kje smo videli Kordeža? Na Forumu 21. Kje smo videli tega? Na Forumu 21. Kje je bil ta? Na Forumu 21. Vsi ta so bili, kje je bil Boško Štrot? Na Forumu 21. Se je bil celo šef partije lokalne, kaj je Boško Štrot. Vsi ljudje so bili kje je bil Zoran Janković? Na Forumu 21. Halo? Ampak potem drugo vprašanje, a pa podvprašanje. Če že se ljudem pritisne dvigne, a ni to, kar slišiš, kar vidiš, dovolj za tiste, prej ste rekli o nezaupanju pravosodja. Po uradni dolžnosti bi nekdo moral stopiti, ne vem. Seveda. To je temelj partijske oblasti v postmoderni pravosodje. Zato, ker če boš ti, zakaj pa se v Avstriji to ne dogaja? Zato, ker kdorkoli bo v Avstriji to naredil, bo šel sedeti, pa ne samo, da bo šel sedeti, ampak bo za celo življenje diskvalificiran. Zakaj se to v Ameriki ne dogaja? Zakaj se to v Švici ne dogaja? Zakaj se v Franciji ne dogaja?
Zakaj v Franciji ne slišimo, da je kar neka banka dala državna kar enemu 100 milijonov na lepe oči? Ja, zato, ker če bi kdo to naredil, bi šel sedeti za 20 let. Ne, pri nas pa pravosodje, pa se sam pogledajte, kolikokrat smo to rekli, pri nas pa pravosodje ne dela nič. Mislim, dela, ja, lovi kurje tatove, a ne. Potem imajo pa zdaj že vidimo, kakšen je scenarij, ne, da že nekaj naredijo, potem napravijo neko kriminalistično preiskavo, ob 6 zbobnajo novinarje pa kamere, a ne. Zdaj gremo pa mi, ne vem, Vlado Voduško pogledati, recimo, če, ne vem, je ukradel 2 kokoši prejšnji večer in če jih ima v kopalnici, pa enega puceka, ne, če ga ima v kopalnici in potem to vse, to mi delamo, da delamo, najdejo, da je Vladimir Vodušek. Nobena velika zgodba pa ni dobila epiloga. Ne, to je temelj sistema, se ga tudi nikoli ne bo. Ne? Ko so zaplenili Strežnik, to je bilo decembra, ko so zaplenili Strežnik, Daša Cenar je podpisala nek invaliden sklep, ker se vidi, da ni sposobna tega, kar dela, ne? In potem je Janša to odlično, analitično ocenil in blokiral, ne? Potem so videli, da so se usramotili. Ni bilo 2 dni, so jurišali na Jankovića, tako kot po KPK. Ne? Mi smo uravnoteženo. Ne gledamo, če je levo ali desno. Neke zelo resne stvari. Prvič, da je Janković nagovarjal za spolno uslugo za službo. To je kaznivo dejanje. Drugič, da so Jankovićevi fantje kar pobirali kovčke denarja na ljubljanskih parkiriščih. Konkretna imena, kdo je povedal vse to. In kaj se je zgodilo? Nič. In kaj se bo zgodilo? Nič se ne bo zgodilo. Pozmivo, ne? Avstrijci pa znajo reagirati. Naprimer, mi, ki smo preživeli tudi tako kot oni to migrantsko krizo, ne vemo, kaj nas še čaka, so jasno na volitvah povedali, koliko je ura in da oblasti, ki jih je do zdaj vodila, od predsednika vlade Freimanna do konec koncev predsednika republike, ne zaupajo več. In na oblast, na volitvah v Avstriji je prišel, bom rekel, ortodoksni nacionalist. Se bo posod zgodilo. To se bo zgodilo v Franciji, to se bo zgodilo tudi pri nas. Samo zdaj vprašanje, ali bo Udba tudi oziroma Kučanova nomenklatura lansirala zdaj noga, se bo tle so v strahotnih škripcih, zato ker Jelinčič je bil le pač imel talent, ne, čeprav zamejo on pač sporna oseba v vseh pogledih, ne, ampak zdaj najde čenga plus. Oni bi morali zdaj lansirati nekoga, ki bi bil njihov, hkrati pa nastopil zoper mentalno jedro tega, kar oni oznanjajo, zoper multikulturalizem, zoper ljubezen do migrantov, ki nas kradejo, pa poseljujejo, zoper in tako naprej. Ne? To je pa že skoraj, kako pogruntati letalo, ki bo letelo pod vodo. Ne? To je že miselni napor. Seveda, in tudi to je polom tega, recimo Andreja Skol je dobil sramotno malo. Volkspartei, ljudska stranka je dobila 12%, to je katastrofa. To pomeni, da Evropska ljudska stranka ni znala pravilno reagirati, ne? In da so ljudje, predvsem pa pomeni to, da so ljudje veliko bolj bistri, kot pa so jih tele predstavniki desne evropske uradne politike imeli. Jaz sem to v Franciji videl, ne? V Franciji zmaga nacionalne fronte, zato ker jo imajo za avtentično predstavnico nacionalnih interesov. Ne? In ljudska stranka, ki je bila meni do te migrantske krize seveda najbolj blizu, ne? Mislim, Evropska ljudska stranka, ne ta naša. Hočem reči, European People's Party, Evropska ljudska stranka, se je pokazala slabo in tudi Angela Merkel se je pokazala slabo. Treba bo ljudem prisluhniti, kaj ti tole, kar se v Avstriji zgodilo. Ne? In tudi zdaj se pravzaprav dogaja, da Turčija iz dneva v dan z izsiljevanjem dobiva nove koncesije. Ja, to delajo zoper voljo ljudi, uradni politiki, ki se bojo naslednjih volitvah za tega poslovili. To vam povem. Mogoče po Sloveniji bi se našel kakšen avtentičen nacionalist, recimo, ki bi se zavzel za slovenske nacionalne interese in šel kandidirati na predsedniških volitvah in zmagal. Slovenci imamo po vsem tem, zdaj, kar se dogaja, pravzaprav zelo debelo kožo, da ne stopimo na cesto, da ne protestiramo, da se ne odzovemo na vse te anomalije ali pa deviacije, kakor hočete. Ampak zdi se mi pa nekaj, ne? Da bo morda pa vseeno nek dogodek, ki bo pa lahko vplival na slovensko zavest Slovenca. In sicer, ko bo arbitražno sodišče objavilo svojo razsodbo. In če bo ta negativna, potem tisti lep dan, ki se je naredil takrat Borutu Pahorju, ko je podpisoval,
sporazum s Hrvati, se bo naredil črnega. Jaz sem tako kot Hrvaška cerkev. Sem bil proti arbitražnemu, tako kot Hrvaška cerkev bila proti arbitražnemu sporazumu, sem jaz proti arbitražnemu sporazumu. Zdaj 6 let, kar smo imeli kampanjo in to. In Zbor za republiko je bil proti arbitražnemu sporazumu. Zdaj, seveda politiko, ki jo je pa peljala, ne, Erjavčeva diplomacija, če to sploh ni diplomacija, to ni nič, ne. To, kar dela Erjavč, je pa čisto navaden klovn, ne, ki zgolj skrbi samo za svoje neposredne interese lastnega političnega in materialnega preživetja in njegove družine. In če treba, gre pa tudi na kranjsko policijsko postajo, a ne urediti, da dobi punca nazaj vozniško ali ne vem koga že, ali pa da plača manj kazni. Ali torej pa da uredi problem pralnega stroja. Ali pa uredi problem pralnega stroja. Erjavč je eden največjih prevarantov slovenske politike. Vi samo pogledajte, kaj že vse bil. On je bil za zunanje zadeve, on je bil za obrambo, on je bil za kante, oziroma za okolje. Tako, ja. On je bil, v koliko strankah je že bil? Samo pogledajte, on je bil v krščanskih demokratih, v ljudski stranki, v LDS-u, zdaj pa v partiji, pa še v Desusu. 5 strank. Vse konec zame je Desus vse na vrste seniorski klub. Zveze komunistov, vse je, se bo tudi ustanovljen, ne? Zato sem rekel v partiji, ne? Hočem reči, ne? In njegova politika, mislim, nas oddaljuje od tega, ker smo na Zenitu, ko smo predsedovali Evropski uniji 2008, zdaj nismo nikjer. Nas tlač med največje, bi rekel, se to imenuje za ostaleže, mentalne retardirance in tako, ne? Neka Rusija, halo, za katero se ne ve, kaj bo jutri, to je vse overstretched. Rusija je prenapihnjena. Rusija ima čisto odprt hrbet proti Kitajski. Rusija se lahko sesuje kot hiša iz kart jutri. Amerika se pa ne bo sesula. Zato, ker je sistem tak, da pač pa, če bi se Amerika sesula, bi se svet sesul. Ker ne bi bilo več reda, ne. In samo pogledajte, kje so prioritete zunanje politike. In če bomo izgubili arbitražo, bomo izgubili zato, ker bo to signal resnih faktorjev v svetu. Stop. Tako kot je bil leta 1945, smo dobili Trst. Zato, ker je Churchill rekel ne. S tem je konec koncev verjetno Churchill po svoje tudi kaznoval takratno komunistično oblast, ker se je preveč zlizala z Stalinom, po eni strani, po drugi strani pa je verjetno v tej trgovini rajši ponudil Josipu tistih 200 pa nekaj tisoč beguncev. Ja. Karkoli je bilo, ampak situacija je zelo nalogna, ne. Če bomo izgubili dostop do odprtega morja, bo to zelo slabo. Ne, in bomo to izgubili zato, ker pač se zameri bojo potem seveda rekli, da je kriv Janša ali pa Zbor za republiko, ne, ampak bomo to izgubili zato, ker so nam pač tisti, ki imajo res v svetu pozitivno moč, hočem reči, sej Kim Jong-il ali kaj že ta smrkovec iz Severne Koreje ima tudi moč, ne, lahko pošlje raketo jedrsko na Seul, ne, likvidira in tako naprej. Pa lahko strica likvidira, se on ima tudi moč, ne, ampak to je, hočem reči, ne bojo pač povedali takole, ne. In to bo nepovratno. Jaz upam, da temu ne bo tako. Konec koncev je toliko in toliko argumentov na naši strani, ne. Slovenija vseeno neka katarza čaka. Ne vem, kdaj se bo zgodila. Ja, to pa vsak ima lahko že, zdajle 27. aprila katarzo, pa se lahko zamisli vsak Slovenec, poglej, kako me tile gospodje, tovariši, ne, že 6. desetletje vlečejo za nos. 27. april, dan upora proti okupatorju. Ki ga ni bilo. Ki ni nobenega upora. In smo na začetku tega najnega pogovora. Spoštovani Boštjan M. Turk, hvala za hvala vam za vabilo. Mi pa se vidim čez teden. Srečno. Eleganten porcelan Kala in jedilni pribor Mepra za sijaj vaše mize. Lepo in praktično, saj je pokrov lahko tudi podstavek ali pladenj. Samo v Mercatorju ob zbranih nalepkah 60% in več prihranka. Mercator, moj najboljši sosed?
Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Radenska in prinaša novo osvežitev z okusom limeta Kivano. Rdeč obran, poln okus in dišeč, zmeraj svež. Slovenski paradižnik Lušt.